Kar v redu, definitivno moramo zamenjati svojo registrsko tablico. Vemo že, da Bryan Kohberger prestaja dosmrtno kazen zaradi umora 4 študentov Univerze v Idahu. Vendar imamo zdaj na novo pridobljene posnetke nadzornih kamer, ki dodajajo ključen košček v tej sestavljanki. Kaj preiskovalci pravijo, da je storil le 5 dni po umorih? In na vodilu je bila registrska tablica iz Pensilvanije. Po navedbah tega videoposnetka je Bryan Kohberger vstopil v urad za motorna vozila v zvezni državi Washington, zamenjal registrske tablice in se pogovarjal o bejzbolu in pohodništvu, medtem ko so preiskovalci iskali avtomobil morilca. Kaj mu je to pravzaprav prineslo? Ali mu je to pridobilo več časa, ali pa so ga že ujeli? Pogovorimo se o tem. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Le nekaj dni potem, ko so bili 4 študenti Univerze v Idahu zabodeni do smrti v svojih posteljah. In Bryan Kohberger očitno vstopil v ta urad za motorna vozila v zvezni državi Washington, kot da se ni nič zgodilo. Pozdravljeni, živijo, grem. Kar v redu, mislil sem, da bom moral zamenjati svojo registrsko tablico. V redu. Ja, potreboval je nove tablice. Malo je klepetal. O pogovoru o bejzbolu se je smejal. Ženski za pultom je povedal o svojem doktorskem študiju, o pohodništvu, o tem, kako zelo mu je bila všeč zvezna država Washington. In 5 dni po umorih ni bilo nobenega znaka, kaj je storil. Tisti obisk na upravni enoti je spremenil tablice na njegovem avtu. Se spomniš, da je to prišlo na dan med preiskavo? In za ključno obdobje časa ga je to morda naredilo težje izsledljivega. Živijo, kako si? Kako ste danes? Dobro. Če lahko, bi na hitro pogledal vaše vozniško dovoljenje. Toda ali je bilo to res dovolj, da bi se izognil odkritju, ali pa je bil že ujet in tega še ni vedel? Kar bomo storili je, da vas bomo popeljali skozi točno to, kar je bilo ujeto na posnetku nadzorne kamere. Vse to je novo in je poskus odgovoriti na vprašanje, ki si ga vsi zastavljajo. Ali mu je tajna vožnja lahko prinesla več časa? Kar boste zdaj videli, nisem prepričan, da boste verjeli. Tudi potem, ko je bil Kohberger obsojen, sem imel priložnost nekaj narediti. Prav? Imel sem čas, da sem se srečal z družino Gonzalves in želel sem se z njimi pogovoriti o boju, ki ga še vedno bijejo, saj so si prizadevali za nov zakon v Idahu, ki bi lahko spremenil stvari za žrtve po vsej državi. Pokazal vam bom, kaj so mi povedali in zakaj je ta zakon pomemben. Torej, 13. novembra 2022 so bili umorjeni 4 študenti Univerze v Idahu. 5 dni kasneje je Bryan Kohberger opažen na tem uradu za motorna vozila v Washingtonu, kjer menja registrske tablice. Živel je tik čez mejo zvezne države iz Moskve v Idahu, v Pullmanu v Washingtonu, kjer je obiskoval Univerzo zvezne države Washington. Nekaj tednov kasneje ga ustavijo v Indiani, ko se skupaj z očetom v avtu pelje čez državo z novimi tablicami. Nato pridemo do 30. decembra, aretrirajo ga v hiši njegovih staršev v Pensilvaniji. Tisti obisk urada za motorna vozila je ravno sredi vsega tega. Da pa bi razumeli, kaj to pomeni, se morate vrniti na noč umorov. Torej 13. november 2020, majhno študentsko mesto, Moscow v Idahu. Tik ob kampusu King Road je bela hiša s 3 nadstropji, v kateri živi 6 študentov Univerze v Idahu, prijateljev, sostanovalcev. Do konca tistega jutra so bili 4 mrtvi, med njimi Madison Mogen, stara 21 let. Kaylee Gonzalez, stara 21 let, najboljša prijateljica že od otroštva. Našli so jo v Madisonini posteli v 3. nadstropju. Xana Cernodal, stara 20 let, njen fant Ethan Chapin, star 20 let. Našli so jo v Zenini spalnici v 2. nadstropju. Vsi 4 so bili brutalno zabodeni do smrti z velikim nožem s fiksnim rezilom. Klic na 911 je prišel tik pred poldnevom. Preživela so stanovalka, ena od 2, ki nista bili poškodovani, je prijavila nezavestno osebo. 911, kje je kraj dogodka? Živijo, nekaj se dogaja, nekaj se je zgodilo v naši hiši, mi ne vemo kaj. Kakšen je naslov kraja dogodka? 1122. Kakšen je preostali del naslova? Kings Road. V redu. In ali je to hiša ali stanovanje? To je hiša. Ko so policisti prispeli, so naleteli na nekaj, česar nihče ni pričakoval. Kje je ona? Ja, kje je ona? Kje je ona? Ima zaključek. Ja, prihaja. Kje? Tukaj gor? Tukaj gor. Dobil si sporočilo od nje z neke številke, ki je, veš,
In pravkar sem prišel noter in on je rdeča zvezda. Kaj se dogaja? In ne morem verjeti, da si res. Jen. Okay, give back. Ne vem, a si še vedno imun ali ne. Zelo zanimivo je. Prijel sem ga. 1370. Stay back there, please. Upočasni. To je kamera. Sta dve. In potem, ko sem prišla gor, sem jo slišala kričati in stekla je po stopnicah dol, ker je nekoga videla. Mislim, da je to rekla. Rekla je, da je nekdo tukaj. In zakričala je in sem stekla po stopnicah dol. Poklicala sem njeno ime, ampak sem skočila po konci in zaklemila svoja vrata, ker me je bilo tako strah. Slišala sem nekoga v kopalnici in slišala sem, da joče. Slišala sem nekega moškega, ki je rekel, da bo vse v redu, da ji bo pomagal. Ves čas sem jo klicala po imenu, ampak mi je odgovarjala. Potem sem za trenutek odprla vrata in videla tega moškega. Ni bil izjemno visok, ampak je bil oblečen v črno in imel je masko, ki mu je prekrivala čelo in usta. Zaklenila sem vrata in poklicala, pa nisem vedela, kaj naj naredim. To je bila ena od preživelih sostanovalk. Videla je morilca. Slišala je stvari, ki jih nihče ne bi smel nikoli slišati. Ure so bile potrebne za obdelavo prizorišča, dnevi za sestavljanje dogajanja in tedni, preden je javnost sploh izvedela, da obstaja osumljenec. Preiskava se je osredotočila na bel Hyundai Elantra. Ta je bil opažen v bližini hiše na noč umorov. Detektivi so pregledali ure in ure posnetkov nadzornih kamer. Sledili so vozilom. Pogovarjali so se s sosedi in na koncu so naleteli na ime Brian Kohberger. Takrat je bil Kohberger neznan. Star je bil 28 let, doktorski študent kriminologije na Državni univerzi Washington, le 16 km od Moskve. Živel je v Pullmanu, vozil je bel Hyundai Elantra. In 30. decembra 2020, torej več kot 6 tednov po umorih, so ga aretirali v hiši njegovih staršev v Pennsylvaniji. Kar zadeva drugo točko obtožnice, umor prve stopnje v zvezi z umorom Madison Mogen, kako se izrekate, krivi ali nedolžni. Kar zadeva tretjo točko obtožnice, ki se nanaša na umor prve stopnje za umor Kaylee Gonzalez, kako se izrekate, krivi ali nedolžni. Kar zadeva četrto točko obtožnice, umor prve stopnje Zane Cernodle, človeškega bitja, kako se izrekate, krivi ali nedolžni. Kar zadeva peto točko obtožnice, umor prve stopnje Ethana Chapina, človeškega bitja, kako se izrekate, krivi ali nedolžni. Prejšnje poletje vemo, da je Kohberger priznal krivdo za vse 4 umore. Obsojen je bil na 4 zaporedne dosmrtne zaporne kazni brez možnosti pogojnega izpusta. Družine so končno dočakale svoj dan na sodišču. Toda pred to priznanje, pred aretacijo, je bilo obdobje časa. In v tem obdobju je Brian Kohberger naredil nekaj, kar je za trenutek morda spremenilo veliko stvari. To nas pripelje nazaj na tisti DMV. Kar vam bomo pokazali, se je zgodilo le 5 dni po umorih, 18. novembra 2020. Brian Kohberger vstopi v urad za izdajo dovoljenj za vozila in plovila v Pullmanu. Tam je, da zamenja registrske tablice. In ta posnetek, ki ga je pridobila youtuberka Christie's Chaos, bomo zdaj predvajali. Poglejte si. Od tega, od Volkswagena, pozdravljeni. Hello. Hi. How's it going? Pretty good, I definitely need to. Če si še vedno moja ti. V redu je. Morali bi ti lahko pri tem pomagati. Oprosti, vnesel sem registrsko tablico, ampak mi ni dalo. Ne. Mislim. V zvezni državi Washington da morate imeti, vendar nam ga ni treba dokazovati. Potrebujem pa natančno število prevoženih mil, trenutno so na vašem avtomobilu. Naj preverim to. V redu, popolno. 150. V redu. Torej moraš tukaj napisati točno to število prevoženih mil brez oznake cent. Označi polje, kjer piše dejansko, z datumom, nato pa podpiši, čitljivo napiši svoje ime in napiši svoj naslov na spodnjo vrstico tam. Želim si, da bi bilo obdelano. Je bil to boljši paket?
Ja. Ja. Ali tega niso imeli? Evening om overnight. Zdaj je res težko najti avtomobile. Poznam nekaj ljudi, ki so naročili avto, pa so morali čakati 1 leto. Nov naslov prihaja po pošti in je doma narejen, zato bodite pozorni na to. Če ste ga iskali in jih imate nekaj, jim samo sporočite in ga bodo ponovno izdali. Poskrbeli bomo, da bo en z obročkom in en brez dogodka. In zdaj bom, tako da če se kdaj pojaviš na internetu. Ja. Ali ti zaračunajo malo kartico in jaz ne verjamem, da to res počnejo. Dokler se ne vrne k delu. Potem ja, moraš biti dolga. Mislim. Preveri veliko stvari, ki jih določajo kodeksi. Ja. Tako, to je to. Spet, le nekaj dni potem, ko so bili 4 ljudje zabodeni do smrti v svojih posteljah, stori ta zločin. Brian Kohberger se smeji, menja registrske tablice, obnaša se, kot da ni nič nenavadnega. To je tisto, kar je res srhljivo, mimogrede. Predstavljam si, da zdaj, ko to vidim, rečem, oh, wow, govoril sem s tem tipom. Zdaj vprašanje, kaj mu je to pravzaprav prineslo? Ali mu je to kaj koristilo? Ali pa je bil že tako ali tako na tankem ledu, kaj ne? Rad bi to razčlenil. Torej, najprej je tu argument, da ja, to bi lahko spremenilo stvari. Potem pa je še argument, ali bi sploh kaj spremenilo. Uporabili bodo to, kar vemo in kar lahko preverimo. Tukaj je argument za pritrdilni odgovor. 13. novembra je Kohberger iz Pullmana v Washingtonu odpeljal v Moskov, Idahu z belim Hyundaiem Elantra s tablicami iz Pensilvanije. Ta avto so opazili v bližini hiše na Keeg Roadu približno ob času umorov. 18. novembra je bil na upravni enoti. Tablice iz Pensilvanije zamenjal za tablice iz Washingtona. Organi pregona niso izdali vsedržavnega opozorila za belo Elantro še več tednov kasneje. Preiskovalci so že iskali bele Elantre, registrirane v Washingtonu, ker se je zločin zgodil v Idahu, tik čez mejo. Kohbergerjev avto ni bil na tem seznamu, ker je imel v času, ko so preverjali registracije, še vedno pensilvanske tablice. V Washingtonu ga je registriral šele po umorih. Tako v ključnem časovnem obdobju ta avto ni ustrezal temu, kar so preiskovalci iskali. Kot je poročal TMZ, tožilstvo pravi, da je ta obisk na DMV, citiram, otežil policiji sledenje morilčevemu avtu. S tem si je pridobil čas, morda ne zavedno, a dovolj. Zdaj pa argument proti. Ni pomembno. Tukaj je resnica. Uradni zapisi upravne enote še vedno obstajajo. Kažejo, da je moški s tem imenom, s tega naslova in s tem vozilom 18. novembra prišel zamenjati registrske tablice. Papirnata sled ni izginila samo zato, ker so izginile tablice. Do decembra so preiskovalci s pomočjo drugih sredstev povezali tisti beli Elantra s Kohbergerjem. Parkirni zapisi Univerze Washington State so pokazali, da je bilo njegovo vozilo na kampusu. Podatki iz mobilnega telefona so pokazali, da je bil njegov telefon pred umori večkrat v bližini hiše na Keeg Roadu. Tablice tega niso preprečile. In potem je tu še to. Tudi po zamenjavi teh tablic so ga med vožnjo čez državo v Pensilvanijo z očetom še vedno 2-krat ustavili policisti. Pozdravljeni. Taksi. Tako ste danes vsi skupaj? Dobro. Če lahko bi na hitro pogledal vaše vozniško dovoljenje. Čisto za njim je, Slavk. Bil je čisto za njim. Ustavil sem vas zaradi vožnje preblizu. Je to vaš avto? V redu, cool. Kam ste namenjeni? Prihaja vas BUSU. Slavk! Kaj je BSU? Ja, samo nekaj bom. To je bila SWAT enota in vse. Torej smo v redu, težko te slišim zaradi prometa. Torej prihajaš z Washington State University. In kam gre? Še naprej grem v Pensilvanijo. V redu. Smo malo v redu, smo z vsem, vozimo že ure. Jure, dnevi. Skoraj. V redu. Kaj si rekel o neki SWAT enoti? Ja. Bilo je streljanje in vse. Kje? Wow. Grozljivo je. Vidiš, da ni razmišljalo. Torej vsi delate na tamkajšnji univerzi? Prav. V redu.
za ta incident sem slišal šele. Pred približno uro in pol. Nisem prepričan, da sta bila dva strelca, ampak nekoga so ustrelili in potem v resnici o tem ne vemo ničesar. Je zanimivo. V redu, ampak naredi mi uslugo. Ne premljevaj tega preveč, prav? Hvala, cenim te. Ta prometni postanek se je zgodil 15. decembra. Avto je imel tablice iz Washingtona, tiste, ki jih je dobil mesec prej. Policist ni vedel, kaj se bo zgodilo, a 2 tedna kasneje, 30. decembra, je bil Brian Kohberger aretiran v hiši svojih staršev v Pennsylvaniji. Torej, obisk na DMV mu je res zakupil nekaj časa, morda, a mu ni zagotovil zaščite za vedno. Preiskava ga je ujela, dokazi so ga ujeli. In na koncu nove tablice niso ustavile ničesar, morda niti toliko, kot si je želel. Do poletja 2025 je Kohberger priznal krivdo. Obsojen je bil na 4 zaporedne dosmrtne kazni in ta primer je bil končan. Ali pa se je tako zdelo? Ker so v mesecih, ki so sledili, organi pregona začeli objavljati na tisoče fotografij kraja zločina iz preiskave. Nekatere so prikazovale notranjost hiše na King Roadu. Bile so tudi druge, ki so prikazovale označevalce dokazov, krvne madeže, tulec za nož, ki je bil po pomoti puščen za seboj. Spomnite se, to je bil DNK, ki ga je izdal. In za družino Gonsalves, ko so gledali, kako se te fotografije širijo po spletu brez kakršnega koli predhodnega opozorila, je to nova oblika travme. Tako sem se usedel s Stevom in Olivijo Gonsalves, prav? To sta oče in sester Kaylee, da bi se pogovorili o tem, kaj se je zgodilo potem in o novem zakonu, ki sta ga pomagala sprejeti v Idahu in bi lahko zavedno spremenil stvari za družine žrtev. V redu, to sta ona dva v moji oddaji Jesse Weber Live na News Nation. Guverner vas je osebno poklical? Kaj ne? Kaj je rekel? Rekel je samo, veste, da je res vesel, da lahko začne uvajati to spremembo. In veste, to je bilo že dolgo nujno potrebno, ne osebno za ta primer, ampak nasplošno za pravice žrtev v Idahu in veste tudi v drugih državah. Steve, samo da bo jasno, kaj točno ta zakon omejuje v javnih evidencah? Kako deluje? Koliko razumem, je to predvsem Olivijin zakon, na katerem je delala ona. Jaz sem bil pri tem bolj ob strani. Ampak ščiti prizorišče zločina, krvave prizore, truplo. Veš, to ščiti. Mislim, v bistvu pravi, da se bo to še vedno uporabljalo na sodišču in podobno. To preprosto ni nekaj, kar bi bilo dostopno širši javnosti po zakonu o dostopu do informacij. Obstajajo določene stvari, ki preprosto niso dokazi. In to je nekako tisto, kar jemljemo. Mislim, če želi družina iz kakršnega koli razloga zaprositi za fotografije, lahko to še vedno stori. Vendar, ali obstajajo kakšne omejitve glede tega? Tako gre po zakonsko določenem vrstnem redu. Najprej je preživeli zakonec, nato odrasli otroci, starši, brake in sestre, stari starši in mora iti v tem vrstnem redu. Ne morejo preskočiti vrste. Ampak ni nobenih omejitev glede dostopa do teh zapisov. Zelo bi si želela, da bi to sprejela vsaka zvezna država, ki trenutno nima zaščite za telesa umrlih. Nekatere države jo imajo, večina pa ne. In rekla bi zakonodajalcem teh držav, če je lahko zakon soglasno sprejet v konzervativnem Idahu, ga lahko sprejmejo tudi v vaši domači državi. In še bi dodala, pri takšnih primerih je bolje biti proaktiven kot reaktiven. In božje je poskušati zmanjšati škodo, preden do nje sploh pride. Vedno je težko in mislim, da bo vedno tako, ampak se splača, če lahko morda preprečim, da bi se to zgodilo naslednji družini. Tako je družina Gonsalves svojo bolečino spremenila v poslanstvo. In čeprav nič ne more vrniti žrtev, bo ta novi zakon zaščitil druge družine pred tem, da bi doživele isto, kot so oni. Tik prednji je sodnik izrekel kazen Kohbergerju, so družine Madison, Kaylee, Zane in Ethana ostale in mu povedale točno to, kar mislijo. Si za posmeh. Popoln posmeh. Ampak iz te katastrofe smo naredili, kar smo lahko. Vse smo dali na splet. Objavili smo vse o svojih otrocih in vse svoje fotografije. Vse, kar so naredili, njihove videoposnetke, njihove fotografije, potegavščine deklet, Ethanovo petje, vse smo dali na splet. Delili smo to s svetom. In svet se je združil. In vse, o čemer so na koncu govorili, ko so govorili o tem primeru, so bili
Kaylee Jade, Maddie May, Zena in Ethan. Vse, kar so te ljudje pomenili za nas. Oče, mati, brat, sestra, to smo delili z našo skupnostjo. Potem smo to delili po vsej naši zvezni državi. Delili smo to po vsej državi. In na koncu smo to delili s svetom. Svet gleda zaradi otrok, ne zaradi tebe. Nikomur ni mar za tebe. Nisi vreden časa, truda, da bi te kdo pomnil. Sčasoma boš postal nič drugega kot dve začetnici, pozabljeni v vetru. Brez obiskovalcev, nič več kot začetnici na sicer neoznačenem nagrobniku. Od tega trenutka smo vsi začeli. Od tega trenutka te bomo pozabili. Želimo si, da bi, zaključujem, še ena zadnja stvar. Izbral si napačno družino. In smejimo se ti na tvojem potovanju na Japonsko. To bo danes ali jutri. Zaključil bom s tem. Bog blagoslovi vse moške in ženske, ki so delali na tem primeru in ves trud, ki ste ga vložili. Omogočili ste nam, da žalujemo in nam pomagali, da smo to prebrodili. Količina dela, ki ste ga opravili in način, kako ste ga opravili, je bil čudovit. Pričakovati je bilo težke čase. Ampak hvala vsem, Bog vas blagoslovi. Ne vem, kje so moje meje tukaj, ampak res mi je težko, prijatelj. Mučim se. Zato želim biti z vami v gozdu, samo da vas lahko naučim o izgubi in bolečini. Ljubim Boga. Ne bi ti vzel življenja. To je njegova odločitev. Ampak ti zagotavljam, da si šibek. Bog, samo trenutek bi dal človek. Ja, 5 minut zunaj, v gozdu. O, človek. Šel boš v pekel. Vem, da ljudje verjamejo v druge stvari. Zloben si. Zate ni prostora v nebesih. Vzel si naše otroke. Trpel boš, človek. Trpem, ker te želim doseči, ampak upam, da čutiš mojo energijo, prav? Pojdi k vragu. Zdaj je napočil čas, da končamo 15 minut slave gospoda Kobergerja. Čas je, da ga obsodimo na sramoto in osamljenost do smrtnega zapora. V redu, gospod Koberger, imate priložnost, da podate izjavo, če želite. Predvidevam, da jo odklanjate. Spoštljivo odklanjam. Pojdite. In to je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili in kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Tudi tam imamo epizode Sidebara. Če mi želite slediti, me najdete na X, Instagramu in v oddaji Jesse Weber Live na News Nation od ponedeljka do petka ob 23 uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič. Vsi skupaj.